Spoštovani predsednik, spoštovana Alenka, Korošice, Korosci, dragi prijatelji. Po tem, kar je Dominik povedal, je težko kaj dodati. Jaz mislim, da vsi delimo te misli z njim. Jaz lahko rečem, da sem zelo vesel, da sem lahko danes z vami, zaradi tega hvala za povabilo in hvala za gostoljubje. Kljub tomu pa, glede na to, da se bliža konec mandata, mi dovolite nekaj besed o tem, kar se je dogajalo v zadnjem mandatu oziroma v zadnjih letih, pa nekaj besed tudi o prihodnosti. Žal v Slovenski demokratski stranki, kljub tomu, da je leta 2018, kot veste, obarvala Slovenijo rumeno, praktično ga ni bilo volilnega okraja, kjer ne bi zmagali, ni bilo dano oziroma je bilo preprečeno, da bi prevzeli odgovornost za državo in se je to zgodilo šele pred letom in pol. Šele pred letom in pol, ampak kljub temu so v tem letu in pol vidni premiki naprej. Spomnite se, leto in pol, 2 leti nazaj, mislim, da smo vsak teden, mesec poslušali o tem, kako ne znamo, smo nesposobni in ne uspemo črpati sredstev iz evropskih skladov, nepovratnih sredstev iz evropskih skladov. Jaz se spomnim, da smo imeli mesečno seje pristojnega odbora, tudi parlamentarno sejo, kjer smo govorili o tem, da stvari ne grejo nikamor. V zadnjem letu in pol teh besed ni več slišati. Ne samo, da jih ni več slišati, Slovenija ima zavezana vsa sredstva, ki so na voljo, in po tistem, kar so voditelji držav, članic Evropske unije, predsedniki vlad, dorekli 21. julija lani, ima tudi zaradi spremenjenih razmer na voljo do leta 2030 toliko sredstev iz evropskih skladov, kot nikoli doslej. Kot nikoli doslej. In tisto, kar je tukaj pomembno in kar je povedal župan matične občine, potrebno je ta sredstva pametno in gospodarno porabljati. Kajti, če tudi gre za nepovratna sredstva, se treba zavedati, da gre za denar, ki prihaja od ljudi, preko davkov, na take in drugačne načine, in zaradi tega je treba ta denar na take in drugačne načine ljudem tudi vračati. Preko infrastrukture, širše družbene, gospodarske, komunalne, preko izboljšanja bivalnih okolij, preko izboljšanja delovnih in gospodarskih razmer, in to je tudi usmeritev, kot veste, te vlade, ker poudarjamo, da bomo ta sredstva, ki bodo na voljo v prihodnjih letih, na najbolj gospodaren način uporabili tako, da bo z njimi dana največja dodana vrednost na številnih področjih. In da to počnemo, lahko vidite na vsakem koraku in vsak dan. Leta in leta levih vlad, ko so bili v teh vladah socialni demokrati, ni bil v teh 7 letih, ko je ministrstvo za delo vodila njihova ministrica, zgrajena niti ena postelja v domovih za starejše. Niti ena postelja v 8 letih. Trenutno je v proceduri preko 2000 razpis za koncesije, preko 2000 postelj, in v okviru sredstev, ki so na voljo iz Evropske unije, smo namenili 93 milijonov sredstev za izboljšanje kapacitet v domovih za starejše, se pravi predvsem tam, ker te kapacitete niso bile ustrezne, in namenili tudi dodatna sredstva za gradnjo novih kapacitet. Tako da oskrba starejših v naslednjih 2 letih bo na bistveno drugačnem nivoju, kot je bila leta nazaj. Za področje zdravstva, kjer leta in leta ni bilo dovolj sredstev, da bi lahko zagotavljali normalno infrastrukturo in normalno obravnavo pacientov, je poleg denarja, ki prihaja iz evropskih skladov, kot veste, bil pred kratkim sprejet zakon, ki v naslednjih 10 letih namenja za te potrebe 2 milijardi evrov ali okrog 200 milijonov evrov letno. In podobno na številnih drugih področjih v podporo gospodarstvu, prebivalstvu. Slovenija je torej na poti, da dejansko naredi v naslednjih letih velikanske premike. Od nas pa je odvisno, ali bodo ti premiki tudi narejeni ali ne. Kajti nič nam ne pomaga, če smo imeli predsednika vlade v mandatu 2004 in 2008, ki je izpogajal leta 2006 najbolj ugodno finančno perspektivo, pa so jo izvajali zelo slabo drugi. In smo zadeve potem reševali zadnji trenutek v letu 2012. Nič nam ne pomaga, če ta predsednik izpogajal izjemno ugodno finančno perspektivo februarja 2013, pa jo ti naši predhodniki, kot vidite, tudi niso znali dobro izvajati. In nič nam ne bo pomagalo, če imamo sedaj najbolj ugodno pozicijo v zgodovini doslej, če bodo priložnost za izvajanje teh usmeritev dobili tisti, ki teh nalog pač niso sposobni, kot so dokazali početi.
Na nas vseh torej je, da nadaljujemo, da gradimo Slovenijo, da gradite Slovenijo, da vsi skupaj naredimo vse, da po naslednjih volitvah v prihodnjem letu pot, ki smo jo zastavili, nadaljujemo in da Slovenijo popeljemo tja, kamor sodi, med države z najvišjo stopnjo razvitosti, z najbolj ugodnim bivalnim okoljem, tako v okviru Evrope kot v okviru sveta. Jaz verjamem, da smo vsi skupaj tu sposobni, ne samo mi, ki smo se danes tukaj zbrali, ampak skupaj z vašimi prijatelji, znanci in vsemi tistimi, za katere vemo, da si želijo to pot nadaljevati. Tako da vas vabim, da se danes kaj tudi o tem pogovorimo, na tem popoldanskem druženju. Hvala lepa še enkrat za gostoljubje in srečno.